Lepo pozdravljeni vsi skupaj. Torej, morda uvodoma na kratko, da podam nekaj kratkih pojasnil o sami kronologiji tega procesa uvedbe električnega paralizatorja kot prisilnega sredstva v policiji. V policiji smo potrebo po uvedbi takšnega prisilnega sredstva prepoznali že leta 2002. Torej, ta proces lahko rečemo, da s krajšo prekinitvijo vmes traja kar 18 let. Torej, šlo je takrat za razmišljanje, ali na trgu obstaja in ali druge, predvsem evropske policije, uporabljajo kakšno sredstvo, ki omogoča, da policisti z bolj varne, torej z daljše razdalje, varno obvladajo aktivno upiranje oziroma napad osebe, ko gre za resno upiranje, za resne napade, torej kadar je ogroženo življenje, osebna varnost. In smo ugotovili, da na trgu obstajajo torej takšna sredstva, zato so se predstavniki slovenske policije leta 2003 udeležili predstavitve uporabe električnega paralizatorja za avstrijsko žandarmerijo, ki jo je v Avstriji opravil inštruktor iz Združenih držav Amerike. No, po teh spoznanjih, ugotovitvah in pridobitvi strokovnega gradiva so udeleženci, da rečem, tega dogodka s tem seznanili generalnega direktorja policije, ki je po preučitvi zadeve in po obravnavi na ožjem strokovnem kolegiju generalnega direktorja policije imenoval delovno skupino za uporabo električnega paralizatorja kot prisilnega sredstva v policiji. Delovna skupina, moram reči, da je takrat zelo temeljito, aktivno preučevala vse vidike uporabe, delovala je v 4 podskupinah. Potem je sledilo torej poročilo, v katerem se delovna skupina opredelila, da je električni paralizator primerno in ustrezno prisilno sredstvo za uporabo v policiji, hkrati je pa predlagala 12-mesečno testno uporabo. Potem je sledilo obdobje testne uporabe v specialni enoti policije. Šlo je za testno uporabo v letih 2006 in prvi polovici 2007. Moram povedati, da med prvo testno uporabo nekako ni bilo takšnih primerov, ko bi policisti morali poseči po tem prisilnem sredstvu, predvsem zaradi tega, ker ta policijska enota, torej specialna enota, deluje po principu presenečenja in nekako okoliščine niso botrovale k temu, da bi med prisilnimi sredstvi uporabili tudi električni paralizator. No, potem je tudi Ministrstvo za notranje zadeve imenovalo delovno skupino za nadzor nad uporabo električnega paralizatorja v policiji. Tako je bila sprejeta odločitev, da se to testno obdobje podaljša in se je pričelo s testnim preizkusom torej električnega paralizatorja ponovno v specialni enoti v letih 2007 in 2008. Enako tudi v tem obdobju, kot rečeno, predvsem zaradi specifike delovanja te enote, ki deluje po načelu presenečenja, nekako ni bilo primerov, ko bi policisti posegli po tem prisilnem sredstvu, kljub temu so pa po temeljitem preučevanju strokovnega gradiva, tako v tujini kot pri nas, je delovna skupina tako generalnega direktorja policije kot nadzorna delovna skupina Ministrstva za notranje zadeve sprejela odločitev, da je električni paralizator primeren za uporabo in predlagala, da se sprejme odločitev, da se poleg specialne enote to prisilno sredstvo dodeli tudi drugim policijskim enotam, predvsem enotam, ki imajo največ težjih intervencij zaradi kršitev javnega reda in miru, zaradi hujših kaznivih dejanj in podobno. No, v letu 2008, nekako je sopadalo s spremembo vlade, je nova ministrica za notranje zadeve sprejela odločitev in policiji z usmeritvami in obveznimi navodili naložila, da trenutno prekine z vsemi aktivnostmi, ki vodijo v uzakonitev uporabe električnega paralizatorja. Torej, bilo je potrebno prekiniti z aktivnostmi in tudi električne paralizatorje zapečatiti. Nekako po tem obdobju je sledilo zatišje, seveda v tem času smo v policiji spremljali
primere v praksi ugotavljali, da bi v veliko primerih to prisilno sredstvo bilo zares dobrodošlo, da bi lahko policisti bolj varno, z varne razdalje zapolnili tisto vrzel med uporabo plinskega razpršilca in med uporabo strelnega orožja. Torej primere, ko se policisti ne morejo varno približati ali ko nimajo dovolj časa, da se približajo osebi, ko lahko z daljše varne razdalje učinkovito obvladajo aktivno upiranje in pa napad. Sočasno smo spremljali tudi uvajanje uporabo v nekaterih drugih državah, zlasti v državah Evropske unije, zaradi česar se je nekako v letih 2015-2016 ponovno pričelo s temi aktivnostmi za preučitev možnosti uzakonitve tega prisilnega sredstva v slovenski policiji. No in novela zakona o nalogah in pooblastilih policije, ki je bila sprejeta leta 2017, je potem uzakonila uporabo električnega paralizatorja kot prisilnega sredstva in hkrati predpisala zelo natančne pogoje za uporabo. Tako sme na podlagi tega predpisa policist uporabiti električni paralizator, če ne more drugače obvladati aktivno upiranje ali napad z orožjem ali drugim nevarnim predmetom, s katerim oseba ogroža življenje policista ali koga drugega, ali če ne more drugače preprečiti samopoškodovanja, če obstaja neposredna nevarnost za hudo telesno poškodbo ali hujšo posledico pri osebi. Torej, to sta tista dva temeljna osnovna pogoja za uporabo električnega paralizatorja. Poleg tega pa seveda zakon predpisuje tudi še bolj stroge, da rečemo najstrožje pogoje za uporabo električnega paralizatorja proti tako imenovanim privilegiranim skupinam. Torej, ko gre za uporabo proti otrokom, vidno bolnim, onemoglim osebam, starim osebam, vidno težkim invalidom, vidno nosečim ženskam. V tem primeru zakon določa, da sme policist uporabiti električni paralizator samo, če so izpolnjeni tudi pogoji za uporabo strelnega orožja. Se pravi, postavljena je najvišja možna lestvica, najbolj strogi pogoj za uporabo tega prisilnega sredstva. Zdaj, če morda, da rečem, ta dva zakonska pogoja poskušamo nekako preliti v prakso, da dobimo občutek, v katerih primerih sploh lahko policisti uporabijo to prisilno sredstvo. Če pogledamo prvo alinejo prvega odstavka 16.a člena, torej, če ne morejo drugače obvladati aktivnega upiranja ali napada. Gre, se pravi, za primere, ko je ta oseba v postopku, bodisi da gre za kršitelja, bodisi da gre za osumljenca, se pravi, oborožena ali z orožjem, lahko je to strelno orožje, ali s kakšnim tako imenovanim hladnim orožjem, torej nož, sekira, mačeta, kakšno kmetijsko orodje, priročno orodje, druge vrste nevarnih predmetov, torej vse tisto, s čimer se naši policisti soočajo pri opravljanju policijskih nalog na terenu, torej v praksi. In seveda zdaj zaradi same posesti tega orožja je onemogočen dostop do osebe, da bi policist lahko v nadaljevanju z uporabo strokovnih prijemov in drugih milejših ukrepov izvedel nalogo. Bodisi časovne okoliščine ne dopuščajo policistu, da pristopi do osebe, ker bo oseba hitreje posegla po nekem nevarnem predmetu in bo zato policist z uporabo tega prisilnega sredstva torej hitreje premagal to razdaljo in onemogočil, da oseba poseže po predmetu, da ga obrne, napade tretjo osebo in tako dalje. Pri tem drugem pogoju, ko gre za preprečitev samopoškodovanja, pa seveda je pa postavljen pogoj, da gre za neposredno nevarnost za nastanek hude telesne poškodbe ali hujše posledice pri osebah. Se pravi, gre res za tiste najhujše primere, ko oseba poskusi storiti samomor, ko oseba, ne vem, v stanovanju zagrozi, da bo stekla proti balkonu in skočila in storila samomor. Torej, ko bi okoliščine, ko zaradi okoliščin policist ne mogel pravočasno preprečiti steči do osebe in onemogočiti, da stopi na balkon in se vrže dol. Torej, da prepreči policist tudi, da oseba steče v kuhinjo, prime nož, ga obrne proti sebi in izvrši samomor. Torej, takrat, ko je potrebno res hitro reagirati in ko bi policist s pristopom do osebe morda bil že prepozen. Torej, električni paralizator ponuja to, da lahko policist z varne daljše razdalje uporabi to sredstvo
in prepreči samo poškodbo osebe. Seveda je pa lestvica postavljena dosti visoko, torej kadar gre za res neposredno nevarnost za hudo telesno poškodbo ali hujšo posledico. Ravno včeraj, mislim, da smo imeli primer, ko je oseba v policijskem postopku posegla kar po dveh nožih in je bila zelo kritična situacija. Policisti so se pripravili tudi za uporabo strelnega orožja, vendar na srečo se je drugače izteklo. V takšnih primerih lahko policisti posežejo po uporabi električnega paralizatorja in v veliko primerih, kar kažejo izkušnje iz tujine, potem s tem, da rečem, pravilnim taktičnim pristopom, opozarjanjem, pozivanjem in pripravo električnega paralizatorja zelo velikokrat prispevajo k temu, da v nadaljevanju zadeva sploh ne eskalira tako daleč, da bi policist bil prisiljen poseči po strelnem orožju. To je ena prednost. Na to namreč v policiji veliko stavimo tudi na ta tako imenovani preventivni učinek električnega paralizatorja. To bi bilo morda tako za uvod, kar se tiče kronologije procesa uvedbe električnega paralizatorja kot prisilnega sredstva v uporabo in pa samih zakonskih pogojev. Tako da v nadaljevanju predajam besedo. Hvala lepa. Operativni vidik uporabe pa bo predstavil Matjaž Čuček, prav tako iz sektorja za policijska pooblastila in preventivo. Električni paralizator je sodobno, moderno sredstvo, v bistvu posodobljen model prejšnjih modelov, ki smo jih imeli tudi v policiji na preizkusu in zagotavlja z električnimi impulzi obvladovanje osebe z razdalje. Poleg električnega paralizatorja bodo policisti nosili obvezno tudi kamero, s katero bodo posneli policijski postopek. Kamero lahko vklopi na dva načina. Prvi je ročni vklop kamere z pritiskom na gumb in drugi način vklopa je z vklopom električnega paralizatorja se kamera samodejno prižge in začne s snemanjem s 30-sekundnim predsnemanjem. To pomeni, da posname tudi dogajanje, ki se je dogajalo pred samim začetkom snemanja. Vsi policisti, ki bodo nosili električni paralizator, pa bodo opremljeni tudi s torbico prve pomoči, s katero bodo nudili pomoč in oskrbo ran ponesrečencu, osebi v postopku, ki bo imela najverjetneje vbodne rane zaradi elektrod in bodo oskrbeli te prve poškodbe s tem, da bodo razkužili tisto ranico in če bo krvavela, jo tudi zalepili na njo obliž. Električni paralizator uporablja dve kartuši. Kartuša sproži elektrodi, ki sta povezani na prevodni žici. Mi uporabljamo dolžino 7,6 metrov. To je elektroda, ki se zarije v telo ali v oblačilo posameznika, kršitelja. Skozi njo steče električni tok, ki z impulzi traja 5 sekund in samodejno preneha. Ta cikel je možno ponoviti, seveda, če so izpolnjeni zakonski pogoji. Policisti pa ne bodo uporabili električnega paralizatorja in ne želimo, da bi ga uporabili takoj, ko so izpolnjeni zakonski pogoji, temveč obstaja vrsta ukrepov in tehnik za zmanjševanje napetosti in nudenje osebi zmanjševanje upiranja ali mogoče celo prenehanje upiranja pred samo uporabo. Iz izkušenj iz tujine vemo, da že samo snemanje postopka in opozorilo na snemanje in na uporabo kamere zelo zmanjšuje uporabo prisilnih sredstev, zmanjšuje pritožbe, nehotene ali tiste izmišljene pritožbe, ko ljudje navajajo dejstva, ki se dejansko niso zgodila, kar bo razvidno na kameri in na posnetku. Po drugi strani pa povišujejo
strokovnost policistov in s tem še bolj zagotavljajo spoštovanje človekovih pravic in njihovih svoboščin v postopkih. Pred uporabo električnega paralizatorja pa policisti najprej ga nosijo tako, da so osebam jasno vidne in kamera in paralizator, nato opozori na njihovo uporabo, v nadaljevanju upiranja in ko so izpolnjeni pogoji za uporabo, seveda ga izvleče, s komunikacijo poskuša prepričati posameznika, da preneha z upiranjem, da odloži, odvrže nevaren predmet, orožje. Če še ni dovolj, električni paralizator vklopi, z vklopom se vžge svetilka in dva LED laserja, ki služita kot namerilo in nameri v osebo. Če še vedno oseba ne izpolnjuje pogojev oziroma ne izpolnjuje ukazov in obstajajo pogoji za uporabo, lahko sproži policist na električnem paralizatorju opozorilno iskrenje, ki se kaže kot iskre in sliši to iskrenje glasno, kar lahko ponovno odvrne osebo od uporabe, če je možno in glede na okoliščine ponovno opozori na uporabo in če ni druge možnosti, na zadnje tudi električni paralizator z varne razdalje uporabi. Na ta način skušamo zagotoviti čim večjo varnost tako za policiste kot za tretje osebe ali celo za osebe, ki se skušajo samo poškodovati, da jo varno policisti obvladajo, uklenejo in na koncu tudi s čim manjšimi posledicami predajo v postopek. Toliko za enkrat. Hvala lepa. Zdravstveni vidik pa bo predstavila Renata Rajapakse iz Ministrstva za zdravje. Hvala lepa. Na Ministrstvu za zdravje smo se nekako vključili v ta proces zagotovitve varne obravnave oseb, pri katerih bi bil izjemoma uporabljen paralizator nekje v začetku leta 2019. Najprej smo v sodelovanju strokovnih sodelavcev Ministrstva za notranje zadeve in Ministrstva za zdravje pripravili predlog protokola zdravstvene oskrbe oseb, pri katerih je bil uporabljen električni paralizator. Potem smo ta predlog posredovali v presojo strokovno razširjenemu strokovnemu kolegiju za področje urgentne medicine. Le-ta je predlog malenkost želel, da ga dopolnimo in v takšni obliki nekako je predlog tudi bil izdelan kot nek obrazec, ki bo pravzaprav tudi na nek način nek opomnik za osebje v službah nujne medicinske pomoči oziroma v urgentnih ambulantah, kaj pravzaprav vse je tisto, kar je pri osebi, pri kateri je bil paralizator uporabljen, potrebno preveriti. Predvsem želimo zagotoviti, bi rekla, ustrezen odziv ekip nujne medicinske pomoči in zagotoviti nudenje nujne pomoči in oziroma pregled v ambulanti urgentni, bodisi v ambulantah na primarnem nivoju ali v urgentnih centrih. V okviru obravnave pacienta seveda spada nek nabor storitev oziroma postopkov, ki jih bomo opravili. Od seveda običajnega pregleda vedno sledi tudi posnetek EKG in po zaključeni obravnavi pravzaprav neka presoja zdravnika, ali je pacient oziroma za nas je seveda zdaj že postal pacient, pravzaprav ali potrebuje neko nadaljnjo oskrbo ali pa lahko varno pač je obravnavan naprej v skladu z postopki policije. Tako da na ta način želimo v bistvu pomagati osebju na terenu, da bodo ustrezno poznali postopke. Sama lahko povem, jaz sem tudi pač delam kot urgentna zdravnica in moram reči, da sem se že srečala v preteklosti
z dogodkom, ki se je žal končal tragično, ko je oseba v bistvu samo poškodovala sebe in seveda grozila vsem v ekipi, ki smo ji želeli pomagati z nekim velikim nožem. In nekako se mi zdi, da če bi morda takrat lahko to osebo onemogočili, da bi mi lahko nudili neko nujno medicinsko pomoč, da bi morda izid pač tega dogodka bil drugačen. Se pa absolutno menimo, da je to res skrajni ukrep, tako kot tudi policisti ves čas, bi rekla, se zavedajo in nekako upamo, da se s takimi dogodki bomo srečevali čim manjkrat. Hvala lepa. Prosim za vaša morebitna vprašanja. Izvolim. Donjana Žiž-Večer. Jaz bi samo vprašala, 20 teh kompletov paralizatorjev, torej naj bi bilo jutri naprej v uporabi, ste že pripravljene, prijavijo tekst, pa me zanima, katere enote, poleg specialne enote, bodo uporabljale. Kako, po kakem ključu ste jih razdelili, ali bodo skozi enakih istih enotah, ali se bo to kaj premikalo? Hvala. Električne paralizatorje smo razdelili na vse policijske uprave, enega tudi v specialno enoto, kot ste že omenila. Policijske postaje, večje policijske postaje ali mestne policijske postaje so jih dobile, to pomeni v Ljubljani vse mestne in vse največje policijske postaje vsake policijske uprave, proporcionalno glede na število in velikost. Dnevnik, ja. Zanima me, kot prikazujejo tele posnetki, v primeru, ko bosta in največkrat sta dva policista na kraju. Se pravi, en bo imel paralizator, drugi bo pa hkrati uperil pištolo. Tak je protokol predviden. Kot na te dveh posnetkih, to je eno vprašanje. Drugo je pa to, kakšna so vaša predvidevanja, koliko uporab električnega paralizatorja bo letno, glede na te ocene dogajanj v podobni situaciji iz preteklih let. Ja, hvala lepa. Ja, tu na posnetkih je prikazan postopek, torej praktični postopek, kako se pravilno postopek varuje. V katalogu standardov policijskih postopkov je določeno, kot enem izmed, da rečete, internih strokovnih pravil za varno izvedbo postopkov, da se nevarni postopek lahko varuje tudi s strelnim orožjem. In v tem primeru je prikazan na primer izvlek tako električnega paralizatorja kot strelnega orožja, kadar je oseba v postopku posegla po res nevarnem predmetu, torej v tem primeru je montirano železo, lahko je to kaj drugega, lahko je kak kol, lesen, kovinski, lahko je nož, kar je zelo pogosto nož, kakšna sekira, mačeta, smo imeli zadnjič tudi primer. Torej, gre za to, da če slučajno pride do tega, da iz takšnih ali drugačnih razlogov električni paralizator ne deluje, da ni tako krog sklenjen, da morda ena ali obe elektrodi nista zadeli in sklenili toko kroga, da v primeru resnega napada, da lahko odreagira policist in zavaruje svojega kolega s strelnim orožjem. Torej, to gre za taktiko varovanja, kjer je varnost postopkov na prvem mestu. Seveda, z ustreznim ukazovanjem, pozivanjem, kot je rekel prej kolega, veliko enih korakov, s katerim bodo policisti želeli predvsem odvrniti od situacije, da pride v nadaljevanju do same uporabe. To je bilo prvo vprašanje, kar se tega tiče, drugo pa, če se ne motim, o predvidenem številu. V Sloveniji naše policistke in policisti letno uporabijo nekje med 6500 in 7000 prisilnih sredstev. Za leto 2019 lahko postrežem s podatkom, da so uporabili policisti okoli 7660, tako, ne. Pri tem pa v veliki večini primerov gre za uporabo najmilejših prisilnih sredstev, torej za uporabo telesne sile, gre za strokovne prijeme, udarce, mete, strokovne pritiske in druge oblike, potiskanje, odrivanje in tako, in za uporabo sredstev za oklepanje in vezanje. Zdaj, glede na izkušnje tujih policij
Na primer, v Veliki Britaniji imamo podatek za leto 2017-2018, da so uporabili, da je električni paralizator bil uporabljen v 6% uporab vseh prisilnih sredstev, pri čemer je pa zelo pomemben podatek, da je levji delež predstavlja primer, ko so policisti izvlekli električni paralizator, namerili, ga pripravili za uporabo, morda sprožili opozorilno iskrenje in samo nič cele 6% primerov, ko so tudi izstrelili elektrode. Tako da mi menimo, da vsekakor bo prišlo do primerov, ko bo šlo za uporabo vendar z ustreznim usposabljanjem policistov, ki so ga že dali skozi, z ustreznim pristopom in nasplošno z našim odnosom do načela sorazmernosti, upamo, da bodo policisti izkoristili milejša prisilna sredstva in da bodo potem posegli res, kadar bodo milejša neuspešna, tako kot določa že zakon. In še takrat, ko bo šlo za uporabo, za postopek priprave na uporabo, računamo nekako na to, da bo ta preventivni učinek tudi odigral svojo vlogo, da bo vendarle v kombinaciji seveda z uporabo kamere, da bo odvrnil kršitelje oziroma osumljence kaznivih dejanj od nadaljnjega neposrednega ogrožanja življenj. Bomo pa seveda redno spremljali, analizirali uporabo. Zakon določa tudi, da se pri vsaki uporabi električnega paralizatorja, se pravi direktor policijske uprave, imenuje najmanj 3-člansko komisijo, ki preveri okoliščine, torej in poda mnenje, ali je policist uporabil prisilno sredstvo zakonito in strokovno. Hvala, še kakšno vprašanje? Ja, jaz bi imela ena malce za gospod ministrstvo. Kakšni predvidevate, da bodo najpogostejši te posledice pač pustile pri osebah, se pravi recimo najmilejše, pa kaj lahko najhuje? Hvala za vprašanje. Torej, predvidevamo, da bo pri vsaki uporabi seveda poškodba na mestu vboda elektrod, torej neka manjša ranica in pa zelo verjetno posledica padca, torej neke odrgnine, lahko kakšna rana in predvsem teh v bistvu padcev pravzaprav menimo, da bo največ teh, ki bodo res potrebovali tudi neko zdravstveno oskrbo. V zelo malo primerih, ki so tudi opisani v literaturi pa opisujejo tudi hujše poškodbe, vključno tudi z zastojem srca. In ravno s tem namenom je v bistvu ta naš obrazac predvideva tudi, da se prav pri vsakem pacientu, torej pri vsaki osebi, pri kateri se uporabi paralizator, opravi zdravniški pregled, torej prav pri vsaki brez izjem, in v okviru te obravnave se vedno posname tudi torej EKG, torej električna aktivnost srca, električnega ritma in se s tem pravzaprav preverja, ali so nastali kakšni morebitni drugi vplivi tudi na, bi rekla, zdravje pacienta. Hvala, še kakšno vprašanje? Mogoče ravno za gospod ministrstva. Se pa vsi morebitni negativni vplivi na zdravje pokažejo takoj, ali se lahko pokažejo tudi čez čas? Vplivi se pokažejo takoj, opisovali so tiste kasne vplive bolj v smislu nekih torej psiholoških posledic kot pozno posledico tega, bi rekla, stresnega dogodka. Sama fizikalna, bi rekla, poškodba pa nastane ob samem delovanju paralizatorja. Še eno tehnično vprašanje. Kako močna je ta elektrika, če lahko rečem, da to bo ljudi sigurno zanimalo, s kakšno jakostjo bo to človeka streslo? Vem, da to ni visoka, ampak vseeno prosim, če lahko poveste, hvala. Električni paralizator deluje z maksimalno močjo 50.000 voltov, vendar po zagotovilih proizvajalca, ko se elektrode zarijejo v telo in ima dober tok okrog in prevodnost, je potrebna samo 1,2 kV za vzpostavitev te kontrakcije mišic in nevromišične onesposobitve. Rad bi poudaril, da naprava sama regulira moč, koliko je potrebno za doseg krča mišic, deluje po površini progastih mišic in deluje na senzorične
in motorično sposobnost, ker v preteklosti prejšnje generacije električnih paralizatorjev so delovali samo na senzoriko, to pomeni na bolečino. Tukaj tudi, če ima oseba visok prag bolečine, deluje tudi na gibalne sposobnosti in jo onesposobi.